Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji Kulturi na televiziji Celje vam bomo predstavili prvi Smeškov petkov kulturni večer, ki jih pripravlja Kulturno društvo Smeško v Celju v Celjski kulturnici. Kulturno društvo Smeško iz Celja, katerega osnovna dejavnost je ljudkovna ustvarjalnost, tako imenovane Smeškove petkove večere za odrasle v Celjski kulturnici prireja že 4. leto z različnimi temami oziroma predstavitvami posameznih umetnikov ustvarjalcev. V petek 1. februarja so tam pripravili prvi večer v letošnjem letu, na katerem so predstavili vsestransko mlado umetnico Andrejo Jezernik, doktorico književnosti, slikarko in pisateljico. Avtorica se je občinstvu predstavila z zanimivimi ilustracijami, ki jih je poimenovala črtokljunke. In kaj so oziroma kdo so črtokljunke? Črtokljunke so ptičicam podobna bitja, ki prihajajo iz Črtnega dola, tam živijo. So ene take majhne kreaturce, ki znajo uživati v življenju in v trenutkih, in te trenutke tudi jaz upodobim potem na ilustracijah in jih imajo možnost tudi drugi doživeti. In seveda na teh podobah pripoveduje zgodbe. Ja, pripoveduje zgodbe, brez besed, zaenkrat. Razstavljenih je 13 črtokljunk, ki so skorajda likovne miniature in vsaka od njih gledalcev dejansko pripoveduje zgodbo, ki je tudi podnaslovljena pod sliko. Kje pa Andreja Jezernik črpa inspiracijo zanje? No, črtokljunke so kar ena stalnica, to so take stalne podobe, ampak to, kar se pa z njimi dogaja, pa kaj počnejo, je pa vedno povezano s tem, kar se meni v življenju dogaja, ne? Pa kar se dogaja okrog mene, tako da pač opazujem dogajanje okrog sebe, opazujem situacijo, opazujem ljudi, pa opazujem sebe. In potem nastajajo črtokljunke. Avtorica razstave Andreja Jezernik, rojena 1976 v Mariboru, je ustvarjalka umetnica tudi na literarnem področju. Leta 2010 je doktorirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani na temo minimalizem in minimalistična estetika v kratki prozi ter sodobna slovenska kratka proza in je napisala 3 knjige. Zbirko kratke proze Življenje v košari 2006, strokovno monografijo Minimalizem in sodobna slovenska kratka proza 2011 in roman Pojasni mi ljubezen 2012. Leta 2012 je pričela ustvarjati tudi na likovnem področju pod umetniškim imenom Sofikleja in se udeleževati umetniških sejmov po Sloveniji. Najprej je izdelovala nakit iz keramike, zadnja 3 leta pa predvsem riše, najraje črtokljunke, te ptičicam podobna bitja, ki znajo živeti v trenutku. Ustvarja jih v mešani tehniki, tuš, akvarel in akril. Sedaj živi in dela v Celju. Otvoritve razstave in program Smeškovega petkovega večera se je udeležilo lepo število obiskovalcev, sorodnikov in prijateljev avtorice razstave Andreje Jezernik in vsem je razstava všeč. Kako pa jo sedaj, ko je postavljena, vidi avtorica? Zelo sem zadovoljna, no. Tudi sem zelo uživala, ko sem tele slike risala. So nastajale v bistvu v zadnjem mesecu. Me veseli, da so tudi odzivi ljudi dobri. Enih par sem jih na Facebooku že objavila in so bili zelo lepi odzivi. In to je za umetnika vedno spodbuda, da še z večjim veseljem ustvarja naprej. Kakšni pa so Andrejini načrti v bodoče, tako na likovnem kot tudi literarnem področju? Ko sem narisala tole serijo ilustracij, se je v bistvu pojavila še zgodba, tako da bo nastala ena knjiga iz tega. To je projekt za prihodnje leto, rečemo, oziroma kak bo pač čas dopuščal in tako naprej in ostale okoliščine, ker ni vse od mene odvisno. Drugače pa naslednja razstava bo v knjižnici Laško. Točno še ne vem, ampak zdaj enkrat v prihodnjih mesecih. Pa zagotovo še kakšna, ker črtokljunke zelo rade potujejo naokrog, tako da mislim, da s tem ne bo težava, one pridejo tam, ko jih povabijo. Andrejo Jezernik in njeno razstavo je na Smeškovem petkovem večeru v Celjski kulturnici v pogovoru predstavila Mateja Zakajšek. Za svojstveno doživetje in poslastico pa je v programu večera poskrbela Irena Jurov, zvoki iz tibetanskih posod. Prvi Smeškov večer v tem letu.
In kako ga ocenjujejo organizatorji? Letošnji prvi Smeškov večer je prinesel zelo lep odziv. Všeč nam je bilo, ker je bilo zelo veliko obiskovalcev. Res pa je, da je tudi razstava enkratna, zanimiva. Andreja Jezernik je narisala krasne črkokljunke in smo res zelo veseli, da smo lahko vodili otvoritev njene razstave. Kaj pa nam bodo v svojih petkovih večerih pri Kulturnem društvu Smeško še pripravili v bližnji bodočnosti? Nekje se pogovarjamo še za predstavitev ene knjige, naprej bomo pa še videli. Vsak mesec en večer. Predvidevamo, da bomo imeli spet vsak mesec en večer, glede na morda še kakšno otvoritev, morda kakšna druga zadeva. Želimo imeti različne večere, morda kakšno predstavitev česarkoli. Pa se tudi dogovarjamo s kakšnimi drugimi avtorji, ustvarjalci, da jih lahko predstavimo v kulturnici in smo tudi veseli lepega obiska. No, to je bil torej prvi Smeškov petkov večer za odrasle. Razstavo črtokljunke pa si boste lahko tukaj v celjski kulturnici ogledali vse tja do 31. marca. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.